Začenjamo 12. redno sejo občinskega sveta občine Sveta Gorica v Slovenskih Goricah. Najprej najlepša hvala svetnikom in svetnici občinski upravi za to, da smo v takratnem času pripravili nekako to videokonferenčno sejo, predvsem z razlogom, da delo na sklopu občinske uprave in pa to, kar je naša dolžnost, konec koncev svetnikov, svetnic in župana, da zadeve, ki jih lahko v danem trenutku peljemo, tudi peljemo naprej. Občinski svet lahko veljavno sklepa, če na seji navzoča večina njegovih članov, prisotnih mora biti vsaj 6. Danes smo v celoti sklepčni, se pravi vseh 11 svetnikov, tako da sklepčni smo. Otvarjam sejo in ugotavljam, da smo sklepčni, saj torej prisotnih vseh 11 svetnikov. Prejeli ste tudi vabilo z dnevnim redom in se z njim seznanili. S tem dnevnim redom torej predlagam, kot ste verjetno opazili, da se danes seznanimo tudi z zaključnim računom občine za leto 2019, letnimi programi in poročilom nadzornega odbora za leto 2019. Zaključni račun 2019 smo dali na dnevni red kljub podaljšanemu roku zaradi izrednih razmer, saj je bil pripravljen v običajno predpisanih rokih, za kar se občinski upravi tudi zahvaljujem, da smo zadeve peljali pravočasno, ne glede na to, da je bil ta rok podaljšan. Torej, do 28. februarja smo ga prav tako posredovali na Ajpes in pa do 31. marca na ministrstvo. Danes pa ga dajemo na seznanitev, obravnavo in pa sprejem vam svetnikom. V vabilu smo vam napisali, da po hitrem postopku, saj to pomeni, da se celotni postopek obravnave izpelje na današnji seji. Torej, se strinjate s predlaganim dnevnim redom? Prosim, da potrdite z dvigom rok. Soglasno potrjeno, hvala. Med gradivom ste prav tako prejeli tudi zapisnike 11. redne seje. Ima kdo kakšno pripombo na zapisnik? Če je kakšna pripomba, se na tisti zdaj oglasi. Ne? Torej, predlagam, da glasujete o skrajšanem zapisniku 11. redne seje in za dvigom rok tudi potrdite. Glasujte. Danijela nisem videl. Ja, ne bom glasoval, ker nisem bil prisoten na seji. Okay. Neke take stvari bomo zdaj mogoče postavil kako vprašanje, samo zaradi tega, ker nisem prepričan, če se slišimo ali ne, zato prosim, da take zadeve tudi razumete. Hvala. Torej, zapisnik je potrjen. Prehajamo na naslednjo točko, to je točka številka 4, se pravi zaključni račun proračuna občine Sveta Gorica za leto 2019. Nam bo predstavila Damjana iz občinske uprave. Izvoli, Damjana, pripravim ti material. Hvala, župan, za besedo. Pozdravljeni tudi z moje strani. Jaz bom vam na kratko predstavila zaključni račun proračuna občine za leto 2019. V samem gradivu pa je potem tudi obsežne obrazložitve predstavljene. Proračun za leto 2019 je bil sprejet 25. oktobra in sicer na 28. redni seji, se pravi leta 2018. Med samim letom so bili obravnavani 3 rebalansi. Zadnji je bil sprejet 23. oktobra 2019 na 8. redni seji. Zaključni račun v bistvu pa je akt občine, kjer odraža realizacijo dejanskih prihodkov in odhodkov in na samo spremembo, kakšna bila realizacija v letu 2019, nimamo več vpliva. Tako da zaključni račun vsebuje splošni del,
posebni del, obrazložitve zaključnega, pa potem obrazložitve posebej načrta razvojnih programov ter evidenco sklepov o prerazporeditvi. V splošnem delu so prikazane bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. V posebnem delu je realizacija sestavljena iz finančnega načrta neposrednih uporabnikov, in sicer tam je podrobno razvidno proračunske postavke in konti, kakšna bila realizacija. Tako kot je že župan omenil, je glede na stanje, ki je pač trenutno, je bil rok podaljšan za obravnavo oziroma za posredovanje občinskemu svetu v sprejem do 15. junija. Zaključni račun sprejme občinski svet, predlaga vam ga oziroma predloži vam ga župan in potem po sprejemu se objavi v uradnem glasilu občine. Zdaj, če gremo naprej na pregled stanja, ki je, in sicer v letu 2019 prihodki znašajo 2.092.673,65 evra. Iz naslova 23. člena Zakona o financiranju občin smo počrpali 53.367, tako na povratnih kot nepovratni del, s tem, da pač en del je potrebno vrniti. Tako da stanje na dan 31.12.2018 znaša 11.077,39 in to je bil prenos v leto 2019. Tako da prihodki skupaj znašajo 2.157.117,94 evrov, odhodki pa potem znašajo skupaj 2.153.167,09 evra. Od tega sami odhodki 2.018.905,77 evrov plus odplačilo glavnic kreditov pa znaša še 134.261,32. Če gremo pogledat potem samo realizacijo prihodkov v letu 2019, in sicer davčni prihodki znašajo 1.498.123,04 evre, nedavčni prihodki znašajo 314.751,98 evra, kapitalski prihodki 112.469,98 evra, prejete donacije 5.606 evra, transferni prihodki 161.722,65. Potem tudi spodaj lahko vidite iz grafa, da dejansko davčni prihodki prevladujejo na realizaciji prihodkov. Če gremo naprej na realizacijo odhodkov, ki skupaj znašajo 2.018.905,77 evrov, lahko vidimo, da tekoči odhodki znašajo 717.475,85 evra, tekoči transferi 599.177,27, investicijski odhodki 665.496,26 in investicijski transferi 36.756,39. Tako da potem, če z grafa izhajate, da investicijski odhodki in plus transferi lahko rečemo, da v ravnovesju glede na odhodke tekoče, pač glede na številko. Zdaj, če se pomaknemo naprej, odhodki po neposrednih uporabnikih, to veste, je občinska volilna komisija. Tukaj imate iz tabele razvidno realizacijo, zaključni račun je 2.713 in potem tudi zraven je indeks, in sicer glede na sprejeti in veljavni proračun. Potem občinski svet je bila realizacija 51.941,41, nadzorni odbor 2.259,64, župan 67.594,51, občinska uprava 1.017.951,44, občinska uprava komunalne dejavnosti
855 966,86 ter režijski obrat 20 478,91. Glede na realizacijo indeksa lahko vidite, da je zaključni račun glede na veljavni proračun 86,75 oziroma oba indeksa sta enaka 86,75, to je pa kar visoka realizacija glede na sprejeti proračun. Zdaj naprej, če se pomaknemo odhodki po programski klasifikaciji, tukaj v bistvu proračun je razdeljen po programski klasifikaciji, kjer je pač razvidno drugi stolpec, vidite opis, in sicer pač na odhodki se nanašajo na določeno programsko klasifikacijo, in sicer tukaj je razvidno, da pod 13. točko promet, prometna infrastruktura in komunikacije je realizacija najvišja 573 908,34. To pomeni, da je po programski klasifikaciji največja realizacija na tem delu, potem sledi mu izobraževanje, in sicer na 19. točki 387 421,88 ter potem mu sledi lokalna samouprava 314 951,08, ostale pa ne bi zdaj naštevala, tako da bi lahko se še pomaknili naprej na funkcionalno klasifikacijo, ki je prav tako razvrščena na odhodkovni strani. In sicer tu je prav tako pod opis 10 sklopov, kjer so odhodki razvrščeni, in sicer potem vidite, da je realizacija na javni upravi 637 465,97 evra, potem sledi mu po štirka gospodarske dejavnosti 573 447 evra in nato izobraževanje 387 skupaj. Ne glede, kako odhodke razvrstimo, ali po programski ali funkcionalni, znašajo 2 18 903,77. Večji odhodki, ki so bili v letu 2019, če pogledamo naprej, boste videli, jaz sem jih v bistvu v posebnem delu je razvidno podrobno vse. Tukaj sem vam pa na nek način skušala malo strniti, da dobite malo pregled nad temi sklopi. In sicer za gasilce, kot veste, imamo 3 gasilska društva plus Gasilsko zvezo Lenart, za njihovo delovanje, nakup, požarno takso ter tudi nakup avta, ki ga trenutno pač kombiniranega vozila za PGD Osek znaša 44 412,15 evra. Realizacija osnovni šoli Sveta Trojica, se pravi za delovanje tistih, ki smo pač zakonsko dolžni za kritje stroškov za šolo ter potem tudi za zagotavljanje plačila razlika v ekonomski ceni med ceno, ki je določena, ter razliko med starši. Potem tukaj so tudi vsi stroški, ki so pač podpisani po pogodbi, znaša 293 566,19. Knjižnico Lenart financiramo v višini pač to so dejanska realizacija za leto 2019, v višini 27 297,53. CSD Maribor oziroma izpostava Lenart je v lanskem letu, polovico leta, izvajala pomoč storitve na domu, v drugi polovici je to prevzel Dom Danice Vogrinec, in sicer za izvajanje teh storitev smo v lanskem letu 29 435,62 evra pokoristili. Uporabnikov se različno mesečno spreminja, in sicer povprečno se giblje od 8 do 10 oseb, ki to storitev mesečno koristijo. Potem plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe. Tukaj smo realizirali 8589,71 evra in tu se prav tako mesečno spreminja, tu dobimo podatke
pač kdo je upravičen do tega, tako da potem tudi realizacija je odvisna od števila oseb, ki so trenutno upravičene do tega. V lanskem letu smo konec leta tudi uspešno izvedli nakup kombiniranega vozila. Realizacija v letu 2019 znaša 2320,84. Gre za podpisano pogodbo v obliki leasinga za obdobje 5 let. Skupna vrednost te pogodbe znaša 27.922,40 evra za nakup kombiniranega vozila, ki ga uporabljamo za vzdrževanje naših cest in javnih površin. Potem glede regresiranja šolskih prevozov, in sicer redni in prilagojeni, znaša skupaj 38.280,61. Potem energetska prenova, poslovna stavba Sveta Trojica. Tu je bila realizacija 40.143,54 evra. Potem za energetsko prenovo Ošo in vrtec Sveta Trojica znaša realizacija 19.353,27 evra. O teh dveh projektov smo že večkrat govorili, tako da tu v podrobnosti se ne bom spuščala. Potem za financiranje domskega varstva invalidov smo porabili 44.557,37. Tukaj je nastavljenih trenutno 5 oseb, ki jih pač smo dolžni pokrivati razliko. Za financiranje domskega varstva v domovih ostarelih, tukaj so 4 osebe. In sicer realizacija znaša 15.968,40. Družinski pomočnik je bila realizacija 10.350,12 in trenutno je bila v lanskem letu 1 oseba, tudi v letošnjem letu se nadaljuje še 1 oseba. Za zimsko službo, pluženje in pospavanje smo v lanskem letu namenili 30.581,93 evra. Najpomembnejše investicije v letu 2019 pa so bile pač izvedba javne razsvetljave na različnih odsekih, je bila v višini 22.834,35. Tako da potem za rekonstrukcijo ceste Sveta Trojica Zgornja Senarska je bila realizacija v višini 32.130,43 in sicer potem za modernizacijo in rekonstrukcijo ceste, in sicer sem spadata Zgornji Porčič odsek Fras-Novak pa Pot v Dobrovo, je končna situacija v lanskem letu potem bila in je realizacija v višini 72.433,79. Potem v lanskem letu smo uspešno zaključili tudi modernizacijo ceste Porčki Vrh-Gladenberg. Realizacija je bila v višini 60.892,77 evrov, skupaj celoten projekt pa je znašal 96.926,08 evra. Za obnovo, to je pa bil v lanskem letu največji zalogaj za občino in smo tudi uspešno izpeljali. In sicer gre za projekt obnova ceste in pločnika skozi naselje Spodnja Senarska, ki je bila realizacija v letu 2019 221.782,75. Skupna vrednost po pogodbi znaša pa 263.645,89. Se pravi, razlika med tema zneskoma je bila realizacija že v letu 2018. Potem uspešno smo izvedli tudi sanacijo plazu in odvodnjavanja pod Cafovo ulico v Sveti Trojici. Tukaj smo, celotna vrednost znaša 68.919 evra. Uspešno pa smo potem počrpali tudi strani MOP-a, smo dobili povrjena v višini 53.880,98 evra. Tako da lahko rečemo, da je slabih pač dobrih 15 tisoč tiste razlike, ki je za
sanacijo plazu stalo občino. Za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, to je na območju OPPN Sveta Trojica Jug, smo realizirali v višini 100.164,54 evrov. Projekt se še nadaljuje v letu 2020 in pač tudi v 2021. Stanje zadolženosti občine na dan 31.12.2019 in sicer imamo pač najete kredite, za katere smo vam že tudi podrobno poročali, kateri je namenjen, sicer v samih obrazložitev je razvidno tudi, kateri je za kakšen namen bil namenjen. Skratka, skupaj z lizingom podrobno lahko preberete na strani 39 in 40 v samih obrazložitvah, zakaj so bili krediti najeti in v kakšni višini. Skratka, skupaj na dan 31.12.2019 je občina zadolžena za 1.128.178,36, s tem, da se 189.436, to so sredstva počrpana iz 23. člena, se ne šteje v kvoto zadolževanj. Če pogledamo, glede na to, da je zaključni račun še bilanco stanja, pač v skrajšani obliki, v obsežnem delu imate v samih obrazložitvah. Na dan 31.12.2019 smo imeli na transakcijskem računu 941,39 evrov. Sredstva dana v upravljanje znašajo za šolo 2.029.263,29, za zdravstveni dom Lenart pa 146.687,86 evrov. V samem letu so bile narejene tudi prerazporeditve, se pravi od zadnjega sprejetega rebalansa do 31.12. in sicer v višini 27.122,41. Dovoljen obseg je 10% načrtovanih odhodkov, tako da bi v tem delu lahko naredili za 232.739,38 evrov prerazporeditev, bilo pa jih je narejenih, kot sem vam že rekla, 27.122,41. Zdaj, če bi na tej točki bi zaključila, pa se potem vključim pri sami razpravi, če bo potrebno. Hvala. Najlepša hvala, Damjana. Prestavljamo se na lahko vidimo. Na vrsti so vprašanja, če še koga kaj zanima. Dvignite roko tisti, ki ima kako vprašanje. Izvolite, gospa Kranjar. Ja, hvala za besedo. Jaz upam, da se slišimo. Se slišimo? Ja, v redu, hvala za besedo. Jaz bi imela samo 3 kratka vprašanja in sicer bi prosila, vezano na proračun 2019, me zanimajo 3 transakcije. Te transakcije seveda lahko spremlja vsak iz javno dostopnih podatkov in me zanima, če bi mi lahko obrazložili oziroma ali pa pojasnili, za kakšne storitve je šlo in v proračunski postavki, na katere konte so se knjižile. Če boste si zraven zapisali, da se pol več ne bi oglašala. In sicer 20.11.2019 je bil iz strani občine nakazan znesek v višini 1976,40 evrov BBB Security d.o.o. 27.12.2019 je bil nakazan znesek iz strani občine 2074 evrov Evropskemu pravnemu centru. In pa 30.12.2019 je bil Mateji Brumec-Mikec nakazan znesek SP, se opravičujem, SP, nakazan znesek v višini 6.000 evrov. Če bi mi pač lahko to pojasnili, za kakšne storitve je šlo, pa kje v proračunskih postavkah, na katere ste to knjižili. No, to mi je podrobno zanimalo. Pa nikjer nisem zasledila, da je bil na 31.12. opravljen popis, inventura ali kakorkoli rečemo,
ali pa sem jaz to spregledala, no. Hvala za enkrat. Lahko tudi jaz odgovorim, načeloma pa boš, Damjana, še ti kaj rekla na to temo, ali jaz vem konkretno zdaj vse tri stvari, zakaj si gre. Ne vem pa proračunskih postavk za na pamet, pa nimam tu zdaj pogledal to. Damjana? Ja, se slišimo. Ja, hvala za vprašanja. Zdaj, jaz bi tu mogoče gospa Trojner-Kraner vas izvala, pa bi vprašala, na katerem portalu oziroma predvidevam, no, da je to portal javni dostopni podatki Erar. Ja, tako, to so javno dostopni podatki, ko jih lahko pogleda vsak, za vse občine, tako da ni neka skrivnost, no, pa sem malo pogledala, pa me pač konkretno zanima, če me lahko pač to pojasnite, to je vse. Jaz sem spomnil, ker sem mogel za to preštudirati pri drugi točki, pa si nisem točno zapisal. Pri prvi točki BBR gre za varovanje na Trojica festu, to je bil ta račun. Veste, da smo zadevo prijavljali, kar je tudi logično pri številu, ki ga predvidevaš, moraš zagotoviti varnost, tako da to je račun za varovanje na samem Trojica festu za vseh 10 dni. Lahko preverite tudi, kakve so normalne ponudbe za dnevno varnost, kaj šele za 10 dnevno. Tako da BBR podjetje gre za varovanje dogodka Trojica fest. Pravni center je svetovanje pri razpisih, pripravi dokumentacije in izobraževanja. Prav tak projekt, kjer vidite, da smo v lanskem letu bili uspešni na vseh prijavljenih razpisih, ki smo počrpali ta denar, ki je prišel nazaj na občino. Logično je, da če vseh stvari ne znamo, prav zaradi tega smo tudi toliko bolj samozavestni, kadarkoli vam dajemo kakršnokoli koncesijo ali pa karkoli v potrjevanje, da je dobra. Gre za konec koncev čisto pravno mnenje, ki ga na občini rabimo. Rabili smo ga prej, ko smo imeli na občini pravnico, zdaj, ko pa na občini pravnice nimamo in smo se odločili za zunanje svetovanje, pa še toliko bolj. Zadnjo vprašanje Mateja Brumec. Gre za vrnjen znesek, to zdaj bom razložil celo zgodbo, gre za vrnjen znesek gospe, ki je založila denar oziroma plačala aro za odkup hiške pri jezeru. Plačanih je bilo 6.000 evrov, sami veste, da smo to toliko tudi nekako zahtevali za resnost ponudbe. V tednu dni je gospa imela en problem. Mi smo v istem času nadaljevali za prodajo te hiške, prodali naslednjemu, ki je plačal teh 6.000 evrov, prav tako za resnost ponudbe v začetku, in ta denar gospe vrnili, ker se mi zdi to pošteno. Kljub temu, da smo imeli vso pravno podlago, da bi lahko ta denar tudi zadržali, se mi pa zdi prav, da smo tudi toliko človeški, da če le možno zadeve tudi vrnemo. Tako da to so vse tri zadeve, ki so vas zanimale. Vem pač, zakaj se gre, zato vam tudi lahko takoj odgovorim, ker sem pač kaj jih poznam, no. Zahvaljujem. Prosim, še kako dodatno vprašanje? Ja, imela sem še za tisto popisno stanje na 31.12. inventura, to nisem v gradivu zasledila ali pa sem mogoče spregledala. A se to zdaj po novem ne upravlja ali ni potrebe? Seveda se upravlja inventura, prav takrat se je prej, Damjana bo prevzela besedo. Ja, skratka, glede popisa inventure, prej je bila županova odločitev, da se vam da v pregled ta popis, ni pa zakonska obveza, da se popis in poročilo da vam v vednost. Sprejme pa poročilo pred samim zaključnim računom že župan, da se lahko pripravi zaključno poročilo. V redu, hvala, zahvaljujem se. Prosim. Hvala, še kako dodatno vprašanje?
Še kdo? Še kateri svetnik? Ne? Če ni več vprašanj, predlagam, da sprejmemo naslednji sklep. Občinski svet občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah sprejme zaključni račun proračuna občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah za leto 2019 po hitrem postopku. Prosim, da z dvigom rok potrdite sklep. Kdo je za? Deset za. Kdo je proti? Noben proti. Kdo se vzdrži? Ena vzdržana. Hvala. Sklep je sprejet. Nadaljujemo na 5. točko dnevnega reda. To je letni program športa občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah za leto 2020. Vojim poročevalko, gospod Jaša Erjavec iz občinske uprave, da nam predstavi letni program športa za leto 2020. Samo sekundo bom prosil, da preklopimo na gradivo. Evo. Izvolite, Jaša. Hvala za besedo, lep pozdrav tudi z moje strani. S tem aktom se v skladu z resolucijo o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 s pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa v občini in sprejetim odlokom o proračunu za leto 2020 določi letni program športa v občini Sveta Trojica v Slovenskih Goricah za leto 2020. Višina sofinanciranja letnega programa športa v občini je opredeljena v postavkah, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna in je torej odvisna od višine sprejetega proračuna za leto 2020. Letni program športa zagotavlja, da bo občina Sveta Trojica v Slovenskih Goricah v letu 2020 zagotovila zainteresirani javnosti primeren standard in pogoje za izvajanje različnih športnih programov. Na podlagi sprejetega odloka o proračunu občine Sveta Trojica za leto 2020 bo občina namenila skupaj 59.416,92 evrov za izvedbo letnega programa športa. Sredstva se bodo namenjala za naslednje namene: za sofinanciranje delovanja športnih društev v skupni višini 10.500 evrov. Sredstva se bodo namenila za sofinanciranje izvajalcev športnih dejavnosti in njihovih programov ter za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih kadrov. Razdelitev sredstev bo potekala na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v občini ter meril in kriterijev, ki jih morajo izpolnjevati posamezni izvajalci in nosilci športne dejavnosti. Nadalje se bodo sredstva namenila za izredne pomoči v športu v višini 500 evrov. Tukaj se bodo sredstva namenila programom društev, klubom ali posameznikov, registriranim za opravljanje dejavnosti v športu, v primeru, da se bo ugotovilo posebno pomembnost programa ter da ta program že ne bo financiran strani javnega razpisa. Ti programi športa se bodo lahko sofinancirali skozi vso proračunsko leto do porabe sredstev na podlagi podanih vlog posameznikov. Nadalje, za vzdrževanje in ureditev zunanjega športnega igrišča. Tukaj so namenjena sredstva v višini 1300 evrov, ki bodo namenjena za pokrivanje stroškov in potrebnih intervencij zaradi nepredvidenih okvar na športnih objektih in napravah. Prav tako pa je občina namenila v proračunu sredstva v višini 38.961,92 evra za preplastitev športnega igrišča. In pa za upravljanje športne dvorane Sveta Trojica v višini 8.155 evrov. Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje, opremo, pokrivanje obratovalnih stroškov ter upravljanje športne dvorane Sveta Trojica. To bi bilo na kratko z moje strani glede te točke. Najlepša hvala. Ima kdo kakšna vprašanja? Samo da vas preklopim nazaj. Evo. Kakšna vprašanja? Ni vprašanj. Če ne, predlagam, da torej sprejmemo naslednji sklep. Občinski svet občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah sprejme letni program športa v občini Sveta Trojica v Slovenskih Goricah za leto 2020. Prosim, da z dvigom rok potrdite sklep. Kdo je za?
Torej, soglasno sprejeto, najlepša hvala. Nadaljujemo na šesti točki dnevnega reda. To je letni program kulture in turizma občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah za leto 2020. Prav tako vabim poročevalko, gospod Jaša Erjavec, da nam predstavi letni program kulture in turizma za leto 2020. Izvolite, Jaša. S tem aktom se določi letni program kulture in turizma v občini Sveta Trojica v Slovenskih Goricah za leto 2020, s katerim se zagotavljajo pogoji in sprejemajo ukrepi za uresničevanje javnega interesa na področju kulture in turizma na območju občine Sveta Trojica. In sicer na podlagi finančnih sredstev, zagotovljenih s sprejetim odlokom proračuna občine za leto 2020. Izvajalci letnega programa kulture in turizma so Knjižnica Lenart, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Lenart in društva za izvajanje kulturnih in ali turističnih dejavnosti. Programi, ki se bodo izvajali v letu 2020 v javnem interesu na področju kulture in turizma, so knjižnična dejavnost, spodbujanje ljubiteljske kulture, spodbujanje razvoja turizma in gostinstva in promocija občine. Občina bo v letu 2020 iz proračuna namenila denarna sredstva za financiranje programa Knjižnice Lenart, in sicer v višini 26.598,09 evra ter 2.500 evra za nabavo knjižničnega gradiva za knjižnico Lenart. Prav tako pa bo občina namenila denarna sredstva za nakup knjig za šolsko knjižnico Osnovna šola Sveta Trojica v višini 1.300 evrov. Skupna sredstva za izvajanje knjižnične dejavnosti torej znašajo 30.398,09 evra. Občina bo za namene kulture in turizma v okviru javnega razpisa v letu 2020 sofinancirala iz naslednjih postavk: sofinanciranje kulturnih prireditev v višini 3.910 evrov, sofinanciranje delovanja kulturnih društev v višini 1.250 evrov, sofinanciranje izrednih kulturnih prireditev in programov v višini 300 evrov, to je na področju kulture, in na področju turizma za sofinanciranje turističnih prireditev 3.000 evrov in za sofinanciranje delovanja turističnih društev v višini 250 evrov. Sredstva se društvom razdelijo na podlagi v skladu z javnim razpisom o dodeljevanju sredstev za prireditve in akcije, ki pospešujejo turistični in kulturni razvoj ter promocijo občine Sveta Trojica, ki bo objavljen predvidoma konec meseca aprila ali v začetku maja. Prav tako bo občina sredstva dodelila tudi javnemu skladu za kulturne dejavnosti območna izpostava Lenart v višini 1912,04 evra. Skupaj bo torej občina za programe kulture namenila 37.770,13 evrov. Prav tako občina, kot že rečeno, namenja sredstva za sofinanciranje turističnih prireditev in delovanje društev s področja turizma v višini 3.250 evrov ter za izdelavo turističnih tabel in drugih označb v višini 1.500 evrov. Kot je že znano, je ustanovljen javni zavod za turizem Sveta Trojica, katerega namen je upravljanje in razvijanje predvsem turistične ter tudi kulturne, športne in mladinske dejavnosti ter zagotavljanje kvalitetne vsebine le-teh področij na območju občine. V ta namen so predvidena sredstva v višini 50.000 evrov. Občina se pa v letu 2020 vključuje tudi v projekt Virtualna resničnost, s katerim bo v sodelovanju z javnim zavodom za turizem Maribor Pohorje izdala zanimiv turistični produkt in zanj pridobila tudi evropska sredstva iz javnega razpisa. Gre pa za turistično vsebino, kjer bodo obiskovalci samostanske kleti lahko podoživeli navidezno resničnost življenja avguštinskih menihov iz 17. stoletja. Za ta projekt so v proračunu predvidena sredstva v višini 15.000 evrov. Skupaj se tako za programe kulture in turizma zagotavljajo sredstva v višini 107.520,13 evrov. To bi bilo za enkrat z moje strani vse. Najlepša hvala, Tjaša. Poklepam vas nazaj. Ima kdo kakšna vprašanja na temo kulture in turizma?
Ni vprašanj, torej, če ne, predlagam, da sprejmemo tudi naslednji sklep. Občinski svet občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah sprejme letni program kulture in turizma v občini Sveta Trojica v Slovenskih Goricah za leto 2020. Prosim, da za dvigom rok potrdite sklep. Kdo je za? Deset za. Kdo je proti? Noben proti. Kdo se vzdrži? Ena vzdržana. Hvala. Torej, sklep je sprejet. Najlepša hvala. Nadaljujemo na 7. točko dnevnega reda. To je letno poročilo nadzornega odbora občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah za leto 2019. Z nami je tudi predsednica nadzornega odbora, gospa Robič. Zato vabim predsednice nadzornega odbora občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, gospod Robič, da nam predstavi letno poročilo o delu nadzornega odbora za leto 2019. Izvolite, gospa Robič. Hvala za besedo. Pozdravljeni tudi v mojem imenu. Poročilo je bilo posredovano občinskemu svetu kot gradivo. Nadzorni odbor je v letu 2019 imel 5 sej. Prvo konstitutivno sejo je sklical župan, gospod Klobasa. Ostale seje smo se udeležile vse članice nadzornega odbora. Izvedli smo potem 4 same nadzore, od tega so bili 3 zahtevni nadzori in en zahtevnejši oziroma zelo zahteven. Za vsako sejo oziroma za vsak nadzor je bilo pripravljeno poročilo o opravljenem nadzoru, na katerega je nadzorovana oseba tudi podala odzivno poročilo. Na prvo, drugo in tretjo sejo, prvo, drugo in tretjo sejo je nadzorni odbor podal pozitivno mnenje, z tem se je tudi nadzorovana oseba v odzivnem poročilu strinjala. Na 4. seji, ko je bil predmet pregleda zadolževanja občine, je nadzorni odbor podal negativno mnenje, in sicer v tem delu zadolževanja na pregled proračunske postavke pa izvedbe občinskega praznika in silvestrovanja pa pozitivno mnenje. Na osnutek poročila nadzora zakonitosti je nadzorovana oseba v skladu z pravilnikom in statutom v zakonitem roku od dneva prejema odgovorila v obliki odzivnega poročila. V odzivnem poročilu je nadzorovana oseba navedla, da nadzorni odbor ni pojasnil negativnega mnenja podanega k opravljenem nadzoru zadolževanja občine. Na odzivno poročilo je nadzorni odbor pojasnil, da je bilo negativno mnenje k opravljenem nadzoru zadolževanja občine podano zaradi preseženega dovoljenega limita zadolženosti, kar predstavlja v bistvu kršitev 10. člena Zakona o financiranju občin. Na to pojasnilo nadzorovana oseba ni imela več nobenih pripomb. V samem poročilu pa je prikazano, v katerih letih je bila občina prekoračila mejo zadolžitve. Toliko z moje strani, ostalih sej po posameznih proračunskih postavkah ne bi naštevala, ker so v priloženih poročilih jasno zavedene. In če ima kdo kakšno vprašanje, sem na voljo. Hvala, gospa Robič. Torej, prehajamo na vizualno sliko, da vas vidim. Torej, so kakšna vprašanja za gospo Robič ali kogarkoli drugega? Vprašanje? Ne. Če ni vprašanj, predlagam, da sprejmemo naslednji sklep. Občinski svet občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah se je seznanil z letnim programom nadzornega odbora občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah z leta 2019. Občinski svet občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah se je seznanil z letnim poročilom o delu nadzornega odbora občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah za leto 2019 in izvedenimi končnimi poročili.
Prosim, da glasujete, kdo je za. Torej, soglasno sprejeto, najlepša hvala. Nadaljujemo na naslednjo točko. To pa je zdaj ta točka, se pravi program dela nadzornega odbora za leto 2020. Ponovno predajam besedo poročevalki, gospe Robič. Nadzorni odbor bo v letu 2020 delal v skladu s poslovnikom nadzornega odbora in letnim programom dela nadzornega odbora za leto 2020, ki smo ga sprejeli na svoji seji 4.3.2020, pri čemer bo upošteval za opravljanje števila nadzorov višino finančnih sredstev, ki so predvidena v proračunu Občine Sveta Trojica za delovanje nadzornega odbora v letu 2020. V vsakem nadzoru bo pripravljeno poročilo o ugotovitvah nadzornega odbora. Konec leta bo nadzorni odbor izdelal poročilo o svojem delu in ga posredoval županu in občinskemu svetu v pregled. V primeru potrebe po dodatnih ali spremenjenih nadzorih v zvezi s poslovanjem Občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah bo izdan sklep o spremembi letnega programa dela nadzornega odbora Občine Sveta Trojica za leto 2020. Nadzorni odbor bo spremljal tudi delo občinskega sveta in se seznanil z gradivi občinskega sveta, pri čemer bo pa poseben poudarek na finančnih kazalcih. V letu 2020 bo izvedel 4 nadzore namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev po posameznih proračunskih postavkah. Zdaj v gradivu v programu dela je za vsako sejo posebej zapisane so proračunske postavke, ki bomo jih pregledali. To gradivo je bilo posredovano in zato mislim, da nima smisla, da jih naštevam vsako posebej po sejah, so pa jasno razvidne iz programa dela. Najlepša hvala, gospa Anita. Prehajam na glasovanje. Najlepša hvala poročevalki. Torej, kakšno vprašanje? Če ne, predlagam, da sprejmemo naslednji sklep. Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah se je seznanil z letnim programom nadzora nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah za leto 2020. Prosim, da z dvigom rok potrdite sklep. Kdo je za? Soglasno sprejeto, če se ne motim. Najlepša hvala. Sklep sprejet. Nadaljujemo z 9. točko dnevnega reda, to so pa informacije župana. V glavnem, kar dosti stvari se je v zadnjem času dogajalo, ne samo pri nas, vse povsod v bistvu, vsak dan gledamo novice in vidite, da imamo kar precej dela, takega zelo posebnega, takega, na katerega nihče ni navajen in imun, kaj šele, da bi bil z njim seznanjen. Gre za krizno situacijo, v kateri smo se znašli. Mislim, da kakorkoli kar dobro celotno to zadevo peljemo. Zdaj bom šel po vrsti, ker imam informacije župana kar nekaj točk. Sem prosím, dajte malenkost, da se to pripravim. Pa bom začel kar z najbolj aktualnim, se pravi zadeve, ki se tičejo trenutnega stanja tega kriznega obdobja. Ob tej priliki bi izpostavil civilno zaščito, občinski štab civilne zaščite Sveta Trojica. V glavnem v začetku marca se je izvedla reorganizacija enot civilne zaščite občine, štaba civilne zaščite, enot za podporo civilne zaščite in pa poverjenikov civilne zaščite občine Sveta Trojica. Največje kadrovske spremembe civilne zaščite so se zgodile v štabu, kjer je poveljstvo civilne zaščite prevzel Klemen Potrč, namestnik poveljnika civilne zaščite je občine Sveta Trojica pa je Jožef Časar.
Štab se je v novi sestavi, prvi sestav dne 13.3.2020, na katerem se je izvedla primopredaja poveljstva strani Petra Leopolda, kateremu bi se pa iskreno zahvalil za vso dosedanje delo. V bistvu je bil poveljnik od samostojnosti naše občine, v glavnem aktiviran pa je bil ta štab prav zaradi izbruha epidemije koronavirusa COVID-19. Štab od takrat deluje nemoteno, dnevno, vsaki dan. Z vsemi potrebnimi aktivnostmi je lahko gotovo vzor drugim občinam, tudi na čisto regijskega vidika, nas vedno izpostavljajo kot primer dobre prakse, ker smo odlično organizirani. Tudi sam sem bolj kot ne vsak dan na vezi, da se skoordiniramo. Jožev, prav tako hvala, ki dosti dela za civilno zaščito. Zasluga gre tu pripisati prav novemu poveljniku, gospodu Potrču, in pa njegovemu namestniku, gospodu Časarju, ki sta dejansko aktivna, operativna, predvsem pa je nekako tudi naša zaveza, zahteva, konec koncev mene kot župana, da civilna zaščita dela vrhunsko in da smo dobro pripravljeni. Nikoli si ne bi oprostil, če bi vedel, da nismo sprejeli nekih ukrepov in s tem ali ne zajezili ali pa kakorkoli tega širjenja koronavirusa. V tem trenutku me veseli to, da vidim, da se na teh dnevnih podatkih občina Sveta Trojica še ni pojavila, v tem trenutku še nimamo nobenega okuženega. Velika zahvala gre tudi tisti, ki bom jih zdaj omenil, kdo so, dvema družinama, ki sta se samo izolirali. Veliko je bilo debat o tem, ali so to bolani ali niso bolani, niso bili bolani, prišli so s tujine. Še enkrat posebej to poudarjam, ker me je mogoče v mesecu malo ta zadeva razjezla oziroma razžalostila, ker vidim, da se pač ljudje nekatere zgodbe tudi zmislijo. Prav tako sem včeraj poslušal, da imamo 4 okužene. Mislim, jaz za njih ne vem, tudi ne vem, kako nekdo ve, če ne ve nihče o tem še. V glavnem so zadeve, kjer vidim, da ljudje mogoče malo pretiravajo. Sami veste, da pa ste verjetno opazili, da sem bil kritičen do tovarn, ki so še odprte, predvsem zaradi tega, ker dnevno dobivamo neke sugestije ali z različnih ministrstev ali od NIJZ, kako bi pač naj ravnali v tem kriznem času. Na drugi strani pa vidiš, da kljub temu, da mi sprejemamo neke kar radikalne ukrepe, ljudje, naši občani hodijo delati v tovarne. In moram priznati, da klicev na to temo na občina je bilo ogromno in prav zaradi tega sem pač pozval tudi ta podjetja, da naj zagotovijo varnost naših občank in občanov. Konec koncev, če smo lahko zaprli šolo, kar se je verjetno zgodilo prvič v zgodovini Slovenije, zagotovo, ne vem pa, kaj je moglo biti prej. V glavnem, celoten svet se je vstavil, ta zadeva, pomembno se mi zdi, da jo pogledamo globalno. Nismo samo v Trojici in razumem vse te vprašaje, pomisleke, ampak zadeva je globalne narave. Če Times Square v New Yorku stoji, pa je prazni, ni ljudi, pol bomo mogli razumeti, da tudi v Trojici se lahko svet vstavi, tako se je v tem trenutku tudi vstavil. V glavnem, štab civilne zaščite smo opremili, tudi za ta namen namenili nekaj denarja iz proračuna. Mislim, da so vzorno opremljeni in štab civilne zaščite in gasilci, tako da nemoteno delajo. Glavne dosedanje aktivnosti štaba in enot so bile vzpostavitev dežurne telefonske številke, ki smo še isti dan, torej 13.3.2020, objavili na spletni strani občine in po radiu Slovenske Gorice. Preko dežurne številke in aktivistov Rdečega križa se je takoj izpostavila oskrba s potrebščinami za ljudi, ki so pač pomoči potrebni.
udeležba na sestanku z predstavniki Ministrstva za obrambo, dnevno iskanje ponudnikov zaščitne opreme in nabava zaščitnih sredstev. V glavnem civilna zaščita je v tem času nabavila razkužila, maske, rokavice, zaščitne kombinezone, pokrivala, zaščitna očala, dezinfekcijska sredstva, ki trenutno zadostujejo za delovanje enot civilne zaščite. Manjši delež sredstev je prejela od države, se pravi od regijskega centra, ampak to je bilo tako, da se s tem v bistvu ne jim bolj nič začeti in bi bilo nevarno, v bistvu, da bi tako opremljena civilna zaščita delovala. Še vedno si prizadevamo nabaviti tudi večje količine mask, nekako je želja, da bi jih zagotovili za vse občane naše občine, ampak tu moramo vedeti eno stvar, nekako smo gledali tudi po poročilih, vidimo, kakve so usmeritve, razumeti je treba, da mask ni, ne ekonomično pa teh mask žal ne bomo kupovali, ker se mi zdi to nesmiselno. Ti vojni dobičkarji zdaj z cenami mask, enostavno je to katastrofa. Smo v takem dogovoru še z ostalimi občinami, našimi sosednjimi, konkretno z občina Cerkvenjak in občina Benedikt, in ta projekt nekako se mi trije župani tudi usklajujemo, ker bi radi sprejemali neke skupne odločitve. Kar se tiče naše občine, v tem kriznem času smo bili vedno mogoče kaki dan ali dva pred državnimi odredbami. Sami veste, da se zaprtje lokala v Sveti Trojici zgodilo en dan pred državno, tako da tista moja odredba je veljala točno en dan, saj zatem je pa državna, se pravi na višji inštanci za to. So recimo tudi komentarji občanov, da je to župan zaprt, ne pa čisto točno držalo. Jaz sem res tisti dan zaprt, tisto nedeljo popoldan, ostalo pa velja državna odredba. Zahvalil bi se Trojičanom na tej temi tudi za res, zdi se mi, da se dobro držijo teh danih pravil. Dejansko s Trojičani nismo imeli toliko težav, kot smo imeli z ostalimi, ki so se gibali sploh pri jezeru. Ne vem, dva vikenda sta bila tako, da smo Bled, polno pikniki, kempiranje in tako naprej. Prav zaradi tega smo tudi cesto fizično zaprli do jezera. Ostale stvari, če nadaljujem, kar se je dogajalo znotraj civilne zaščite, takoj smo tudi izvedli ukrepe za zaprtje športne dvorane, igrišča, šole, vrtca. Na spletni strani lahko tudi vidite, da smo od 4.3. naprej, ko je bila prva aktivnost z koronavirusom v naši občini javljena, nekako skozi res pravočasno opozarjali, odreagirali in sprejemali neke odločitve. V glavnem sklicana je bila tudi tiskovna konferenca za potrebe informiranja občanov. Komunicirali smo okoli tega preko televizijskih in radijskih kanalov, preko socialnih omrežij in pa spletne strani. Prav tako preveritev stanja dveh družin, ki sta se zaradi vrnitve iz tujine bile v samoizolaciji. Prav tako so civilna zaščita bila tista, ki je bila z njimi v stiku. Naj povem, da so samoizolacijo uspešno prestali prejšnjo sredo in so že nazaj v delovnih dnevih, brez bolezni in kakršnihkoli znakov. Prav tako civilna zaščita dnevno preverja stanje pri drugih ogroženih družinah, obveščanja vseh gasilskih enot o stanju in o pomanjkanju zaščitnih sredstev. Izdelan je bil prav tako opomnik za izvajalce pomoči, priprava vsakodnevnih poročil in oddaja le-teh na pristojno izpostavo Ministrstva za obrambo. Prav tako smo nabavili oblačila za poveljnika in namestnika poveljnika štaba civilne zaščite, tako da sta uniformirana. Razdelili smo torej zaščitno opremo vsem 3 gasilskim društvom. Vsakodnevna oskrba z paketi, zdravili in sredstvi pomoči potrebnim. Res intenzivno dela civilna zaščita in tudi iskrena hvala vsem prostovoljcem Rdečega križa, ki dnevno razvažajo vse te potrebščine družinam po Sveti Trojici.
Uredili smo skladišče in prostore za delovanje štaba civilne zaščite. Prostori so zraven prostorov Rdečega križa v kulturnem domu. Oskrbeli smo zaposlene v Mercatorju za zaščitno opremo. Spremljamo nekako tudi, šli smo, kot sem že omenil prej, v korak z odredbo o zaprtju lokalov. Prva 2 dni smo imeli še nekaj problemov z neupoštevanjem le-tega, nato je pač to zadevo prevzela v celoti civilna zaščita. Sproti spremljamo stanje ob Triškem jezeru, postavitev dodatnih opozoril, kot sem že omenil prej, glede zadrževanja in postavitev fizične zapore ceste. In ena posebnost, ki smo se lotili v naši občini, je prav tako razkuževanje poslovnih prostorov 2-krat tedensko. Razkužuje se pošta, štab civilne zaščite, občina, trgovina Mercator, vse klopi na javnih površinah, podjetje Agromont, Merliška vežica in pa zdaj tudi večstanovanjske stavbe, ker je taka državna odredba. Prav tako smo se v tem mesecu, veste, da zbudili zjutraj ob potresu, kateri je pustil kar nekaj sledi tudi na naši cerkvi. Nemudoma smo pristopili k reševanju tega problema in se tudi povezali z pristojnimi ministrstvi glede samega financiranja oziroma pomoči. Zavod za kulturno dediščino je opravil ogled, statiki so opravili ogled samih poškodb. Še vedno čakamo na njihovo poročilo, s katerim bomo pa tudi to zadevo prijavili na Ministrstvo za kulturo. V glavnem nabavila se tudi oprema za posodobitev komunikacijskega sistema v PGD Sveta Trojica, prevoz občanov z slabšim zdravstvenim stanjem v zdravstveni dom Lenart, UKC Maribor, vse to izvaja štab civilne zaščite. Preveritev potreb po računalniški opremi za osnovnošolce za učenje nadaljavo, nabava škropilnic za razkuževanje prostorov, ena je bila donirana s strani podjetja Agromont, izdaja in raznos obvestil za obvezno razkuževanje večstanovanjskih stavb, nadzor nad izvajanjem odloka o uporabi zaščitnih sredstev v vseh zaprtih javnih površinah in pa nadzor nad izvajanjem odloka o prepovedi gibanja in zadrževanja na javnih površinah. To je zdaj, kar se tiče civilne zaščite in tega kriznega nekega dogajanja, se pravi koronavirus in pa potres, ki se je zgodil. Če nadaljujem, kar se tiče samega dela ostalega v naši občini, poleg tega, da se ukvarjamo dnevno z tem koronavirusom in srečno upam, da bomo zadevo, glede na to, da če bi bili vsi tak pridni, kot so Trojičani, bi mogoče to hitreje prestali. Zdaj bomo pa videli, kako dolgo bo ta zadeva trajala. Vzdrževanja infrastrukture, cest in podobno. Glede na milo zimo se od novega leta dalje v okviru kadrovskih zmožnosti v režijskem obratu in finančna sredstva izvajajo razna nujna vzdrževalna dela na občinskih cestah, kot so doseg bankin, porabljenih je bilo približno 60 kubikov mletega asfalta, krpanje makadamskih vodarnih jam, porabljenih je bilo 40 kubikov mletega asfalta, čiščenje mult in prepustov, čiščenje obcestnih jarkov v Gočovi, Dobravi in delu Zgornjega Porčiča, potem vzdrževalna dela na javnem kanalizacijskem omrežju, izvajalo se snemanje kritičnih odsekov fekalne kanalizacije in strojno čiščenje. Prav tako se je pri Triškem jezeru končalo, sekunda, se vidimo? Vidite? Pri režijskem glavnem, zdaj sem se pa zgubal, pri Triškem jezeru se je končalo z čiščenjem grmičevja in zarasti, razen v delu, kjer občina ni lastnik, na območju počitniških hišic, kjer nam tega lastniki, najemniki in ribiči niso dovolili.
Na območju jezera so se postavili tudi koši za smeti, postavil jih je prostovoljno izdelal in postavil jih je gospod Jože Žekš, za kar se mu iskreno zahvaljujem. Ne samo koši za smeti, dodal je še zdaj nove klopi pri jezeru, tako da mislim, da tisti, ki ko bomo ven z te karantene, bo obisk oziroma sprehod okoli jezera še lepši. Tisti, ki ste pa večkrat bili, pa veste, da smo imeli do sedaj vrečke za smeti obešene na veje, kar res ni bilo preveč lepo in pozdravljam take pridne občane, samoiniciativne, ki pridejo z idejami in nekako skupaj ustvarjamo Trojico lepšo. Še enkrat gospodu Žekšu najlepša hvala. Izvajala so se tudi čiščenje javnih vodotokov, ki jih je financiral Sklad kmetijskih zemljišč. Občina je bila koordinator in pa pobudnik za to delo. Zdaj pa prešel še na en material, ko bom pokazal med tem, ko bom govoril. Tukaj vidite našo novo naselje Trojica jug, ki se gradi in hiše rastejo kot gobe po dežju. Tukaj na desni vidite zdaj, v tem tednu bodo v glavnini končana dela zadrževalnega bazena za meteorne vode za novo naselje na tem območju, se pravi na območju Trojica, opakojena Trojica jug. Dela izvaja podjetje Komunala Slovenske Gorice po pogodbi 51/2017. Vrednost del tega zbirnika, tega bazena znaša nekaj čez 50 000 evrov. Gre za nujno investicijo, ki je bila zaradi gradnje naselja pogojevana s strani Direkcije Republike Slovenije za vode. Zadrževalnik bo sposoben zadržati cirka 200 kubičnih metrov meteorne vode, saj meri v dolžino 17, v širino 7 metrov in pa v višino 1,65 metra. Na splošno pa vidite zdaj tu v tem posnetku, kako se lepo počasi ta zadeva tukaj širi. Še ena taka bolj konkretna stvar se je zgodila v tem mesecu, kar se nismo videli. Samo sekundo, da še si odprem dodatno material. No. To je, kot vam je znano, smo speljali v tem mesecu, ki je za nami tudi razpis koncesije za družinskega zdravnika. Tako da smo to zadevo tudi izpeljali to javno naročilo za podelitev koncesije za ambulanto družinske medicine v občini. Čakamo trenutno na soglasje ministrstva na predlog odločbe in potem sledi pogodba z izbranim koncesionarjem. Koncesionar bo začel z delom v ambulanti najkasneje 30 dni po podpisu pogodbe z ZZZS. Izbran je bil v razpisu, je bila izbrana podjetja Amigdala, to je gospa Ljubojevič. V Sveti Trojici v našem ambulanto tako prihajajo 3 zdravniki. Ambulanta bo delala ponedeljek, sreda in četrtek. Ponedeljek najverjetneje bo v ambulanti gospa Ljubojevič, v sredo gospod Lukač in pa v četrtek gospod dr. Emešič. Ambulanta bo poleg družinske medicine, se pravi, skrbela tudi za laboratorij, ki mislim, da bo v sredo zjutraj, te informacije še bomo predali. Prav tako bo ambulanta opremljena z EKG-jem in pa možnostjo pregleda spirometrije. Seveda so nekako želje na zagotavljanje primarne zdravstvene oskrbe še naprej nekako prioriteta tega leta. Zato intenzivno delamo na zadevi tudi, pa si želimo, da bi v občino pripeljali lekarno.
Kako daleč je do tega, bomo videli, ampak delamo na tem. V glavnem, če bo pogodba iz strani ZZS in pa izbranim koncesionarjem podpisana v naslednjem tednu, kar nekako pričakujemo, čeprav zdaj so se vsi roki se zamikajo na vse strani, zaradi tega, ker je pač stanje trenutno tako, kot je in malo zadev dela, je za pričakovati, če bodo te male ambulante lahko že odprte, ker sami veste, da vse male ambulante trenutno ne delajo samo zbirni centri, bi lahko teoretično ti novi zdravniki začeli delati že z 1. majem. Tako da zdravnike smo porihtali, jaz verjamem, da za 15 let, tako traja, minimalno za 15 let, tako traja ta koncesija. Sami veste, da to je isti ponudnik, kot je v Cerkvenjaku in glede na to, da v Cerkvenjaku zadeva odlično funkcionira, verjamem, da bo tudi v Sveti Trojici tak. Pa navaditi se moramo na to, da imamo pač zdravnika v občini. Mi in pa vsi naši občanke in občani. Pomembnost tega, da imamo zdravnika v svoji občini, pa mislim, da če se kdaj zavedamo, je pa se ga moramo zavedati prav v tem trenutku zdaj, kjer se soočamo z to epidemijo. Če grem naprej, prav tako smo začeli konkretno na terenu delati aktivnosti na projektu Kolesark. Prav tako se je ta zadeva v tem trenutku se malo vstavila, zaradi tega, ker enostavno ne moremo na dom do tistih, ki so na tej poti, na trasi, kjer bi nekako prosimo v tem trenutku za podpis služnosti in pa potem na notarske overitve. Čakamo tudi na odgovor iz Razvojne agencije Slovenske Gorice glede rokov, ne vemo, ali bo zadeva, če bo razpisi karkoli podaljšani, ampak glede na to, da se vsi razpisi podaljšujejo, prav tako je bil v prejšnjem mesecu odprt razpis za vrtec, ki pa je preklican, tako kot tudi vsi ostali večji razpisi so ali odpovedani ali pa enostavno podaljšani roki. Kaj se bo dogajalo v prihodnje, vam težko rečem, tudi sam ne vem, zagotovo nam je neka ta sama ideja, kako bomo zadevo v tem letu parali, se mogoče malo porušila, predvsem zaradi tega, ker nihče ne ve, kaj se bo dogajalo s financami v prihodnje. Glede na to, da država na veliko rešuje, tudi prevelik udarec gospodarski, ekonomični, ki ga bo ta koronavirus prinesel, je za pričakovati, da se bo na investicijah, katere smo imeli planirane, pa mogoče kaj pobralo. Upamo, da ne, ampak bi pa se to znalo zgoditi. Še vedno verjamem v to, da bomo samo skupaj lahko nekaj stvari dosegli, zato vas prav tako ponovno prosim svetnike in svetnice, da ste samoiniciativni z idejami, z projekti. Prav tako lahko že danes povem, da glede na stanje, pa to je bilo kar nekaj vprašanj, Trojica Fest 2020 bo odpovedan, jasno, ker smo nekako se odločili, da bomo sredstva, ki so bila planirana za Trojica Fest, namenili v reševanje tega epidemije v naši občini. Prav tako lansko leto tega časa so že potekale nedelje ob jezeru, tudi tu se je zdaj vse skupaj malo vstavilo. Jaz si želim, da ste zdravi, da ostanete zdravi, da bomo nadaljevali z sejami v živo, ne z sejami tako, čeprav tudi to ni tako narobe, ampak predvsem si želim, da naše občanke in občani stvari vzamejo resno, ostanejo doma. Jaz večkrat pravim, kako zanimivo je ta sama ideja, glede na to, da skozi, ko smo bili v tistih hektiki, si rečemo, ko bi lemo 10 dni ali pa 14 dni fraj, da bi se lahko naspal ali karkoli, mislim, da vsak od vas že je to rekel, ko pa dobiš taki prisilni dopust, takrat pa vidiš, da ni tak fejst fajn, ne. In želim si, da ste zdravi, predvsem pa
če že ne zaradi sebe, zaradi vaših najbližjih, zaradi ljudi, ki so v vaši okolici, nikoli ne veš, mlajši mogoče zadeve lažje prestanemo, še vedno pa smo lahko prenašalci na rizične skupine. To je to, kar se samih nekih informacij župana tiče, kar dosti je dejansko dela na terenu, kar se tiče te epidemije. Enostavno vpet sem vsak dan v to, da spremljam zakonodajo tekočo in pa vsak dan s strahom čakam, da je ura približno 3, da vidim nove podatke za občino. Ampak res bi se zahvalil še enkrat naši civilni zaščiti, vsem, ki ste kakorkoli priskočili na pomoč Rdečemu križu. Mislim, da tako organizirane ekipe nima vsaka občina in ponosen sem na celotno ekipo, ki v tem trenutku vsako jutro in pa vsaki dan prav živi za to, da delamo stvari, olajšamo stvari našim občankam in občanom, predvsem starejšim, da se ne izpostavljajo, da ne hodijo v trgovino, da jim mi prinesemo domov stvari. Tako da najlepša hvala še enkrat. Tu bi zdaj nekako zaključil z informacijami župana. Sami veste, da imamo zdaj naprej še 2 točki, to so vprašanja svetnikov in pa naslednja točka pobude svetnikov. Za tiste, ki imate vprašanja, bomo šli kar na vprašanja, se pravi, odpiram naslednjo točko, to je vprašanje občinskih svetnikov. Tisti, ki pa imate pobude, pa počakajte, da boste prišli za vprašanje. Torej, ima kdo kakršnokoli vprašanje glede trenutnega dogajanja, glede česarkoli? Nobene roke ne vidim. Aha, Marko. Izvolite. Pozdravljen še v mojem imenu. Jaz imam eno vprašanje in sicer slišal sem, da načeloma infrastruktura bi se naj gradila še vedno v času te epidemije in me zanima, kako je zato načeloma tudi optika je infrastruktura, vedno moje standardno vprašanje je optika, me zanima mogoče kaj v tej smeri. Hvala. Hvala za vprašanje. Tudi spomnil si me dejansko na to zadevo, kar ste pozabil povedati. Z optiko v občini nadaljujemo. Tudi, mislim, da nik danes mi je nekdo povedal, da so GBO-jevci približno tam nad Zgornjimi Verjanami. In zadeva teče naprej. Je pa res, da sami veste, da v tem trenutku smo mogli in počakati, mogli smo zadevo prijaviti na portal, to sem vam nekaterim že razlagal. Z optiko bomo nadaljevali po planu. In plan pa veste, kak je, sem vam ga tudi že na prejšnjih sejah povedal. Je pa res, da morate razumeti, da v tem trenutku se tudi same firme niso točno znašle, kako se loti tega, ali ja, ali ne, ali iti, obenem pa pač nekako zagotavljati to zdravstveno varstvo pred okužbo. Tako kot sem povedal, sami veste, da je to, da spravimo optiko tudi konkretno iz Oseka, sem se pogovarjal z občani, ker so me spraševali, da sploh je toliko večji pritisk na optiko, ker so vsi doma. Prioriteta ali pa nekako največja želja tega mandata je, da spravimo optiko do čim več hiš, do čim več gospodinjstev. In glede na to, da smo lansko leto 65%, še nekaj več kot 65% občine tudi pokrili, verjamem, da bomo v tem tempom tudi nadaljevali v tem letu pa v naslednjem letu. Tako da, to bi bilo to, kar lahko povem. Pa tudi čez Porčič, vem, da so začeli, ne vem pa, kako dalec so prišli, mogoče Jože kaj več se tu lahko vklopi pa poda kako dodatna informacija. Torej, če sem prav razumel, župan, mogoče kaj povem še o optiki, tudi jaz, torej lep pozdrav tudi z moje strani.
Torej, kot je župan povedal, ja, aktivnosti v zvezi z nadaljevanjem gradnje optičnega omrežja sicer potekajo naprej, je pa res, da bo prišlo gotovo do zaostankov pri gradnji oziroma do zamud. Načrti z Telekomom še v februarju so bili, da bi že v tem času nadaljevali z novo gradnjo v Zgornjih Veljanah, spodnji Senarski, zgornji Senarski, ampak ravno zaradi tega koronavirusa zadeva stoji. Kar se pa tiče širjenja omrežja v Zgornjem Porčiču vas, za katero mislim, da svetnik najbolj sprašuje, pa je predvsem pogojena z gradnjo, ki ga izvaja Elektro, torej z elektrifikacijo zemeljskega omrežja, v sklopu katerega bi se torej naj izvajala tudi optika in koliko jaz vem, pač zadeve na Elektro malo stojijo, predvsem zaradi teh ukrepov, tako da bo gotovo prišlo do zamikov. Drugače pa se trudimo, tako kot je povedal župan, da bi zadeve tekle čim bolj hitro naprej. Hvala. Hvala za odgovor. Naprej, še kako vprašanje? Izvoli, Branko. Nič niste povedali v zvezi z rabo, tako imenovano, ki bi naj potekalo v naslednjih dneh, ali je to še vedno, se projekt pripravlja ali je to zaustavljeno? Hvala za odgovor. Najlepša hvala za vprašanje. Rabota projekt je ustavljen. Konec koncev, toliko smo doma, nekako fajn je, če je zdaj vsaka družina, ki gre na sprehod, glede na to, da je zdaj tam to pohodništvo pa sprehajanje bolj popularno, kot je bilo kadarkoli, da vsak vzame vrečko za smeti in pobere. To bi prosil, pa lepo bi se mi zdelo, drugače pa sama rabota pa je letos nažalost povedana, tako kot vse ostalo. To je pač taka situacija, nažalost, in mislim pa, da tako kot se zdaj skrbi vseeno za naravo, mislim, da smo vsi, da nas je vse ta kriza mogoče tudi malo bolj obrnila v skrb za naravo, za zdravje, verjetno nam nekdo nekaj sporoča s tem. Bi pa povedal še eno stvar, ker ste me zdaj spomnili z tem vprašanjem, imamo eno dobro novico, in to je, da smo se dogovorili, da bomo delali v živo prenos velikonočnega žegnanja iz naše cerkve, in sicer na Facebook strani in pa na televiziji BKTV v živo iz Svete Trojice. Bo v soboto ob 11. blagoslov žegna, se pravi, nekako bomo dali navodila, da družine postavijo svoje košare pred vhod doma in boste se lahko spremljali pač našega gospoda župnika, ki bo pa te košare tako nadaljavo tudi simbolično blagoslovil. Obenem pa prav tako boste lahko spremljali velikonočno mašo iz Svete Trojice v nedeljo ob 10. uri. Dogovorili smo se tudi z gospodom Dvoršakom, tako da ne bo čisto tiho ta maša. Gospod Dvoršak bo na orglah in pa gospod župnik bo pa daroval to sveto mašo. Tako da mislim, da je to ena lepa gesta, izredno bi se rad zahvalil tudi gospodom župnikom, zato da so pripravljeni na take novosti, pač prilagajamo se dani situaciji, koliko se le da. In mislim, da bo to vseeno ena taka posebna velika noč tudi za naše občanke in občane. Nadaljujemo z vprašanji. Gospa Jasmina, si tudi dvignila roko, predajam besedo. Ja, hvala lepa, župan, za besedo. Sicer me je že Branko prehitel, ampak nič hudega, glede na to, da rabota sedaj odpade, bi se jaz iz tega mesta res zahvalila gospodu Ivanu Arcetu, torej celotnemu režijskemu obratu, ki so nam že v Oseku tako krasno, pridno uredili te bankine in vzdržujejo te naše občinske ceste, tako da se mu res zahvaljujem, prekrasno je to uredil, mi pa se še bomo tudi potrudili pa pobrali kakšne papirčke, tako da hvala. Najlepša hvala, Jasmina. Evo, Branko Novak, predajam besedo Brankutu, samo da ti vklopim mikrofon, sekunda. Evo. Lep pozdrav iz Zgornjega Porčiča. Smo še tudi vsi zdravi, zaenkrat, hvala Bogu.
Imam pa vprašanje v zvezi z optiko in sicer drugi del vprašanja, ki ga je že kolega Marko Gungl iz Porčič Van zastavil, in sicer me zanima, ko bo kabel položen, kakšen je postopek oddaje naročila za priklop na optično omrežje, če so še aktualni podatki o interesentih za priklop, ali jih je potrebno na novo ažurirati, ker vemo, nekaj časa nazaj so se ti podatki že oddajali, oziroma sami interesenti so vlagali vloge, zdaj pa, ko bo to tako daleč položeno, ali rabiš sam klicati, ali bodo veljali tisti podatki, ki smo jih takrat oddali. Sicer jaz predvidevam, da je zdaj nekaj novih tudi že najbrž interesentov. V tej smeri me zanima. Najlepša hvala za vprašanje. To bom samo odgovoril, Jože, ti pa boš me dopolnil, če bom slučajno povedal napačno. Tisti, ki ste na območju Svete Trojice, kjer smo lansko leto gradili to optično omrežje, veste približno, kak je izgledal ta postopek. Po izgradnji se je tržnik iz Telekoma v bistvu tudi oglasil oziroma obišče oziroma pokliče na dom, pove, da imate možnost v tem trenutku se preklopiti na optično omrežje in v tistem danem trenutku vam pošlje tudi možnost spremembe paketa na optiko in pa sam priključek na gospodinstvo. Tako da jaz mislim, da zdaj posebej ne rabite klicati tja, razen lahko pa preverite. Zagotovo je dobro, če vidijo, da je čim več nekega interesa, sploh v tistih na področjih, kjer vidite, da se vlaga oziroma tam, kjer se gradi. Me pa res veseli, ker vidim, da vsaki mesec imamo par gospodinstev pokritih z optiko in to se mi zdi, da ta neka konstanta je optimistična, to je za tiste, kjer še trenutno ni in predvsem, kjer pač konstantno razlagam in vemo vsi, da je ta problem, to je Osek, ker je pač najbolj oddaljen, pa tudi najbolj nestrnjeno naseljen. Ampak verjamem, da bomo tudi to zdaj rešili, tako kot smo se pogovarjali, ampak po vrsti moramo iti, čim tak, kot je nekako to, kar nam je bliže, bomo najprej rešili. Konstantno pa iščemo rešitve za Osek, kako čim prej priti tudi tja. Sem povedal prav, drugače pa Jože bo še dopolnil stvari. Ja, v glavnem povedano pravilno, seveda župan, ampak vseeno, torej Telekom je na teh območjih, kot smo jih že prej na prejšnjih sejah tudi omenjali, torej zgradil hrbtenično omrežje, medtem ko za same priključke torej zbira naročilo, torej Telekom sam, za tiste ponudnike, ki so torej zainteresirani za njegove pakete. Zdaj ljudje, torej ponudnik bi naj hodil po domovih, dostikrat mogoče pride do tega, da se nekako gospodinstva pa ta ponudnik ne pride do srečanja oziroma kakorkoli do konkretnega stika, potem ljudje kličejo na Telekom, na tisto splošno številko, kjer je zelo težko dobiti prave podatke, tako da mogoče v tem momentu lahko povemo številko tega nekako zadolženega za območje Svete Trojice, da se lahko obrnete konkretno na njega, to je gospod Barta Miran. Njegova telefonska številka je 041 571 621. Velja pa torej, mogoče če ponovim, torej 041 571 621. Zdaj Telekom torej zbira ponudbe za tiste, ki so zainteresirani za Siolove pakete, po domače povedano, in za vsa ta gospodinstva bo torej zgradil priključke. Za tiste, ki ne bodo zainteresirani, ne bo zgradil priključkov in bo jih zgradil kasneje, ko bodo zainteresirani. V primeru, da niste privrženec Telekoma oziroma ste pri kakšnem drugem ponudniku, morate pritiskati, da dobite optični priključek pri tistemu ponudniku, za katerega torej ali že imate sklenjeno kakšne storitve ali ste zainteresirani. In bo ta ponudnik preko Telekoma potem postavil stik, da se zgradi torej priključek. Telekom, vemo, gradi javno omrežje, torej tudi vsi drugi ponudniki lahko najamejo to omrežje in stvar je na vsem vam, ki ste zainteresirani, da tako ali drugače pač sprožite postopek, da ste zainteresirani za optični priključek.
Se lepo zahvalim za odgovor. Mislim, da je to številko tudi pametno na občinski strani objaviti, ker bo marsikomu še koristila tudi seveda tisti, ki ne bodo spremljali te seje in bodo lahko prišli do te informacije. Še enkrat hvala lepa. Najlepša hvala za vprašanje. Obenem bi povedal še eno zadevo, ki sem se zdaj spomnil, sem pa imel kar dosti klicev na to temo pa sporočil. V zadnji številki avtorja ste videli tako nekakšen poziv podjetja Rune, zato da bi se naj prijavili v paketu. Obenem pa sem dobil dosti vprašanj spet, ki stojimo mi kot občina s tem projektom. Kot sem to omenil že parkrat, mi ničesar nismo zamudili, čakamo še vedno na projektno dokumentacijo, ki bi podjetje Rune naj dostavilo že lansko leto po februarju, ko smo imeli prvi sestanek z Jožetom, tudi z njimi. Tega do danes še nismo prejeli. Tako da v bistvu je na potezi podjetje Rune, kar se nas tiče. In zagotovo niste vi zdaj tisti, kjer bi mogli ali karkoli že naprej plačevati, bog ne daj, ali karkoli drugega. Kot sem pa omenil že parkrat, sam sem malo zadržan, kar se tiče tega projekta, ampak vsekakor pa, če pa bo, če se nadaljuje, če vidim, da bojo pokazali interes, pa dejansko začeli tudi karkoli migati, pa seveda mi podpiramo ta projekt z naše strani, pa s tem, da smo pripravljeni in da smo izkazali interes kot občina, je jasno, tudi plačan je bil projekt. Tako da z naše strani čakamo na to, da se tu karkoli začne odvijati. Je pa res, da podjetje Rune obljublja to optično omrežje v več kot 140 občinah, pa v tem trenutku ni še enega uporabnika priklopljenega, kolikor meni znano. Tako da to imam pač pomislek in dokler ne bo ta zadeva 100% garantirana tako dolgo, pač tudi mi kot občina ne pozivamo vas in vam ne razlagamo na nekih zborih občanov o tem, da bo ta projekt bo, dokler nismo 100% da res bo, ker zagotovo ne bomo mi kot občina, veste, da se je v zgodovini v preteklosti že zgodilo, da so podobne firme obljubljale, da se bo ta optika gradila, pa se pol ni. In prav zaradi tega jaz zagotovo, dokler nisem 100%, da zadeva bo tekla, tega enostavno zato toliko manj komuniciram z javnostjo okoli tega projekta. Daleč od tega pa, da na tem projektu ne delamo. Z naše strani je bilo narejeno vse, na potezi je podjetje Rune, tako kot v vseh ostalih občinah. To se mi zdi pač taka pomembna stvar. Drugače pa, kot sem omenil že prej, pa tako kot je povedal Jože, z Telekomom v tem trenutku odlično sodelujemo in imajo izkazan interes za razvoj optičnega omrežja v naši občini, tako da se bomo tega tudi držali in v tem vmesnem času, dokler čakamo na Rune, probali čim več pokriti sami s tem. Najlepša hvala. To je ena stvar. Še imam kakšno vprašanje? Ja. Se opravičujem na vprašanje, mogoče sem preslišal, delovna akcija oziroma rabota je zdaj dokončno odpovedana ali je samo predstavljena na neki novi termin, ki bo pač prihodnice še povedal? V tem trenutku je rabota odpovedana. Mi smo kot občinska uprava, režijski obrat, ste videli, da toliko kot je bilo čiščenja letos, ker konec koncev bila je topla zima, ni bilo nekega strašno drugega dela, kot pa to, da se je čistilo intenzivno, tudi zaraščenost okolje jezera in tako naprej, ceste so čiste. Jaz mislim, da smo lahko generalno tega mnenja, da je občina v tem trenutku poprek in poprek čista in urejena in mislim, da je to v tem trenutku ni potrebno te rabote in s tem nekaj tudi prišparamo na občinskem proračunu. Hvala. Naprej še kako vprašanje?
Bojan? Ok. No, vklopi si mikrofon. Sekunda. Vprašanje bi imel za kako daleč je projekt vas Zgornja Senarska? Zgornja Senarska vas, to mislim, da bo ta znala Jože pa direktorica najboljše odgovoriti. Mislim, da smo, kako da recimo s tem, projektno dokumentacijo smo dobili, ne? Če se ne motim. Jaz prvi, ja. Dobro, Jože, povej. Ja, torej, kar se projektne dokumentacije tiče, je sicer več ali manj končana. V bistvu smo čakali na podatke iz strani Elektra, Maribor in pa Telekoma, da bi v bistvu nekako uskladili projekt, pa tega žal nismo uspeli dobiti kljub večkratnim opozarjanjem, tako da smo se s projektantom potem odločili, da pač projekt dokončamo in vložimo za gradbeno dovoljenje na upravno enoto z obema izvajalcema, Elektrom in pa Telekomom, pa se dogovorili, da se bodo potem prilagodili v času gradnje glede na naš projekt za njihovimi komunalnimi vodi. Tako da je pa res žal, da spet sedanje razmere, vemo, kakšne so, upravne enote ne delujejo in seveda bo gotovo prišlo tudi do zamikov, kar se tiče izdaje gradbenega dovoljenja. To je, kar se tiče tega dela. Drugače pa tehnično pa imamo projekt kot taki razčiščen, razdelan. Hvala. Hvala. Obenem pa bi še imel, ko se je povečalo število sprehajalcev v nočnih urah, ne, marsikje ta javna razsvetljava, ko so luči pokvarjene. Če bi se lahko kaj popravilo. Če še spet jaz ta del, ja, imamo več opozoril oziroma bomo se obrnili na našega vzdrževalca, ki sicer tudi, verjamem, da zaradi teh razmer dela verjetno težje oziroma bolj v okrnjeni sestavi. Verjamem pa, da so sedaj sprehajalci toliko bolj pozorni oziroma toliko bolj je potrebno, da te vse luči delujejo. Tako da hvala za pobudo, bomo ponovno se obrnili oziroma uredili, da bo zadeva čim prej urejena. Hvala lepa, Bojan. Hvala, to je vse. Jaz bi še eno zadevo pozval, konec koncev občanke in občane, pa tudi vas, da prenesete to sporočilo. Glede na to, da je dosti več sprehajalcev in pa rekreativcev, konec koncev v občini, je treba paziti na to, da imate pse not. Danes se je zgodil en taki napad psa, ene sprehajalke, tako da to dajte to mogoče malo biti pozorni na to, da je mogoče več ljudi zdaj in tiste, ki imate svoje hišne ljubljenčke, da poskrbite za njih, za njihovo varnost in pa varnost sprehajalcev. To je taka samo mogoče dobronamerna prošnja. Še ima kdo kako vprašanje? Kateri od svetnikov? Ne? Torej, nadaljujemo na pobude. Naslednja točka, torej pobude občinskih svetnikov. Ima kdo kako pobudo? Aha, podžupan. Sekundo, da te dam mikrofon, ti vklopim. Evo, dela. Lepo pozdravljen tudi v mojem imenu. Glede na to, da smo slišali, da letos rabote ne bo, bomo pa tudi imeli novi način zbiranja teh kosovnih odpadkov, bi bilo fajn, da malo, ker je to nova zadeva v naši občini, da malo seznanimo občane. Sicer, jaz sem včeraj tudi dobil informacijo, da do nadaljnjega odvoz kosovnih odpadkov ni urejen. Ostala dela povornikov, za kosovne pa se čaka zaradi situacije, kot je. Me zdaj zanima, če bi župan mogoče ali pa Jože malo to povedal občanom, kako bo zdaj to potekalo, da bodo vedeli, zakaj se gre, oziroma ali na koga se ne obrnejo, mogoče na samega izvajalca oziroma pobiralca. Toliko samo za
od mene. Bom prosil, da tu Jože, verjetno Jože, ti si bolj konkretno seznanjen, drugače vem, da smo obvestilo o odvozu smeti in pa posebnih odpadkih objavili tudi na spletni strani občine Sveta Trojica. Drugače pa za sam sistem, mislim, da bo to Jože ali pa direktorica, ki bo znal to najboljše razložiti. Jože, mogoče. Ja, zdaj nisem točno seznanjen v zvezi z podjetjem Saubermacher, torej koliko je bilo rečeno, torej niso v stanju v tem momentu, ni možno torej naročevati odvoz kosovnih odpadkov. Jaz mislim, da bo res najbolje, ko bodo se zadeve umirile oziroma ko bo tako daleč, da bo podjetje zopet normalno funkcioniralo, da mogoče z obvestili, posebnimi obvestili občane opozorimo, da je spet torej to možno, da je ta odvoz možno naročiti, postopek, opis postopka in pa mogoče takrat tudi omenimo še vse tiste, ki niso mogoče okrog svojega doma uspeli počistiti kakšne smejine javnih površinah, glede na to, da te čistilne akcije ne bo, da lahko to še vedno storijo. Tako da bomo gotovo obveščali, ko bodo se razmere umirile. Hvala lepa. No, to sem jaz tudi želel, da bi na ta način malo, ker je vseeno ena nova zadeva in pa tudi, da malo vejo, kako in kaj bo potekalo, ker je prvo leto. Ja, kot je bilo omenjeno, letos je pač ta razlika, da še to razložimo, da ni takega kampanjskega zbiranja na ulicah teh kosovnih odpadkov, ampak je odvoz na klic. Je pa res, da vidite, tako kot se je zdaj vstavilo vse od sodišča do pošt, trgovin in tako naprej, tak je pač tudi tu problem. Se pravi, delajo v takem kriznem vzdušju, se pravi, malo so omejeni z odvažanjem. Vsekakor bomo mogli to zadevo zaprestati, pa jo dati skozi, koliko bomo mogoče lažje tudi mi znali usmerjati občanke in občane, kako naprej. V tem trenutku pa nismo tudi sami neseznanjeni, kako bo zadeva potekala po koronavirusu. Jaz sem prepričan, da situacija taka, kot je, bo marsikaj spremenila tudi v prihodnje in nekako moramo biti samo pripravljeni na to, da sprejemamo neke take novosti, tako ali drugače. Župan, smem k temu nekaj dodati? Ja. Torej, v sredstvih javnega obveščanja so že pisali, pa bi samo ponovila priporočila glede na spremenjene urnike tudi teh služb, javnih služb odvoza odpadkov, da ljudje, ki si pač doma karkoli danes pospravljamo v teh izrednih razmerah, ustrezno shranimo nekje v kleti ali pa nekje na dvorišču na ustrezen način in ko bodo izredne razmere mimo, bodo takrat te stvari možne, da se odpeljejo v zbirne centre oziroma da se naroči izvajalcu javne službe, da pride in pobere. Super, najlepša hvala, direktorica. Še kakšno vprašanje od kogarkoli oziroma pobuda? Če ne, bomo zaključili to današnjo 12. ampak prvo virtualno sejo občinskega sveta Svete Trojice v Slovenskih Goricah. Najlepša hvala, da ste bili z nami, najlepša hvala, da ste v koraku s časom in pa hvala, da smo sprejeli sklepe in nekako omogočili, da naša občinska uprava lahko dela naprej. Jaz verjamem, da bomo tudi to stanje preživeli. Upam, da brez večjih posledic, pa vsaj čim bolj umiljene. Mi se bomo trudili za vas, res se trudimo, zato da vam dajemo občutek tudi varnosti, pa to, da vidite, da nam ni vseeno in upam, da nam bo skupaj uspelo prebroditi to čim boljše. Bi pa povedal še eno stvar, veliko čast mi je, dragi svetniki in svetnica in pa celotna občinska uprava, po mojih podatkih smo prva občina in to je prva virtualna seja občinskega sveta v Sloveniji. Tako da
Hvala in s tem tudi zaključujem, pa ostanite zdravi.